Dober dan. Danes je gost v našem studiu litijski župan Franci Rokavec. Pozdravljeni. Dober dan. Ja, pravkar so se končale volitve, to je še vedno malo aktualno, kaj ne, precej se še o tem pogovarjamo. Kako pa vi komentirate, kako je bilo pri vas v Litiji? Ja, moram reči, da je bilo letos nekaj več, se pravi možnosti izbire, ker je bilo kar 6 kandidatov za, se pravi, mesto župana. Moram reči, da je bila volilno breko tekma korektna, fair breko igra in se pravi na koncu se občanke in občani odločili, ne. In jaz moram še enkrat reči, da se zahvaljujem občanke in občanom za ponovno izkazano zaupanje. To pa seveda tudi pomeni še večjo odgovornost za, se pravi, nadaljnje delo pri, se pravi, delu za občino Litija. Ja, in kako komentirate sedanjo sestavo občinskega sveta? Ste zadovoljni? Ja, mislim, da je zelo podobna sestava, kot je bila v prejšnjem mandatu, z mogoče delnimi, se pravi, korekcijami pri posameznih svetniških skupinah. Kljub vsemu pa je prišlo v občinski svet kar 10 novih svetnikov, tako da zagotovo bo tudi to dalo in določen, bi rekel, še dodaten doprinos pri delu občinskega sveta in jaz se veselim dela in tudi izzivov, ki so pred nami. Ja, vsekakor. Ja. In kaj bo zdaj nekako prioritetni projekt ali pa jih je več v tem novem mandatu? Ja, zagotovo jih je kar nekaj, ne. Eni so tisti, ki so bolj, se pravi, vezani tudi na sama proračunske zmožnosti proračuna. Zagotovo so te predvsem na 2 segmentih, to je na področju družbenih dejavnosti in pa gospodarske infrastrukture. Na področju družbenih dejavnosti je tukaj zagotovo zaključitev, se pravi, ureditve, modernizacije in dograditve podružnične osnovne šole na Dolah, skupaj z, se pravi, novimi učilnicami in pa, se pravi, prostori za vrtec. Sicer Dole je res, bi rekel, odmaknjeno področje od samega centra Litije, vendar se v zadnjem času soočamo z tako imenovanimi sladkimi skrbmi, se pravi z povečanjem števila rojstva otrok, tudi, se pravi, s tem tudi večje število učencev, ki obiskuje 9-letko na Dolah in pa seveda tudi potreb po, se pravi, predšolski vzgoji. Druga taka investicija je zagotovo in zelo nujna izgradnja nadomestnega objekta vrtec Najdi Hojca na Rozmanovem trgu. 8 oddelkov, tukaj nas čaka ta odločitev in investicija v prihodnjih 2 letih. Zdaj smo v postopku že zbiranja možnosti javno-zasebnega partnerja. Razpis je odprt do sredi januarja. Jaz le upam, da bomo tokrat pridobili ustrezne, bi rekel, ponudnike za, se pravi, sklenitev potem tudi koncesijskega razmerja. In tretja investicija je pa seveda izgradnja, se pravi, nove šole z, se pravi, tudi večnamensko dvorano ter potrebom tudi za predšolsko vzgojo vrtca v Hotiču. In to so, bi rekel, tiste prioritete na področju družbenih dejavnosti. Pri gospodarski infrastrukturi pa je zagotovo v ospredju, se pravi, nadaljnja širitev in povezovanje vodovodnih sistemov v občini. To jih je več, ne. In pa, se pravi, nadaljnja vlaganja v izgradnjo cestne infrastrukture ter priprava investicije, se pravi, za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v naselju Kresnice. To so mogoče tisti poglavitni poudarki na infrastrukturi. Na drugem segmentu, se pravi na področju gospodarstva, pa predvsem izdelava podrobnejšega prostorskega načrta za širitev obrtne industrijske cone v Zagorici. Se pravi, druga faza.
ter se pravi načrtno preko izvajanje tistih projektov, kot so oglarski center Dole, širitev rudnika Siterevec, odpiranje rudnika, pa potem povezavi tudi Geosa, se pravi, to je pa področje turizma, kjer želimo se pravi nadaljevati ta trend v skladu z sprejeto strategijo razvoja turizma. Torej bi lahko rekli, da kar enakopravno skrbite za razvoj mesta in podeželja. To je na nek način ena stalnica, se mi zdi, da je tudi potrebno skrbeti za občino kot celoto, seveda v skladu z, se pravi, proračunskimi zmožnostmi. No, pred dnevi pa ste imeli izredno sejo občinskega sveta. Nam lahko zaupate, o čemu ste razpravljali? Zagotovo nekaj je bilo tistih, tekočih točk, predvsem pa smo želeli še pred koncem letošnjega leta sprejeti nov odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Gre predvsem za eno ustrezno skladnost, se pravi ureditve tega področja z, se pravi, določenim mankom, ki je nastal po, se pravi, zavrnitvi zakona o nepremičninah oziroma ustavni odločbi z leta 2015. Takrat so dejansko obstoječi odloki postali, niso imeli več ustrezne osnove in to smo želeli pred koncem letošnjega leta uskladiti. Sicer višine obremenitev so ostale nespremenjene, tako da tukaj dejansko razen določenih korekcij ne bo v globalu sprememb za, se pravi, zavezance pri plačilu obveznosti. Druga zelo pomembna točka, oziroma bi rekel kar najbolj pomembna, je pa zagotovo področje odloka o novem načinu upravljanja Ceroza, ampak pri tem odloku ni šlo samo, se pravi, za področje upravljanja, ampak smo se soočali tudi z, se pravi, aktualno problematiko družbe Ceroz in samega regijskega odlagališča odpadkov. Tukaj pa zagotovo pričakujemo v nadaljnji fazi eno ustrezno, se pravi, vključitev in sodelovanje vseh deležnikov, hkrati pa seveda tudi, če bo sanacijski program, in jaz upam, da bo v tej smeri pripravljen tudi v smeri, da bo enakopravno obremenil vse deležnike, potem mislim to tudi, da bo edino pravilna pot za, se pravi, sanacijo stanja, kakršnega je. Je pa zagotovo to eden izmed zelo pomembnih izzivov za nadaljnjo regijsko sodelovanje. In jaz le upam, da ga bomo vsi skupaj zmogli na nek način tudi sprejeti in pa potem tudi izpeljati. Ja, zadnje čase je Ceroz res nekaka rak rana, bi lahko rekli, za celo to naše področje. Torej, izhod vidite iz te situacije? Mislim, da je. Res pa je, da imamo na ravni države zelo veliko, bi rekel, nedorečenosti v samem sistemu, se pravi, pogrešamo en strateški pristop. Na tem področju je ta pristop že od nekdaj na nek način bil manko, se pravi, ni bilo jasne strategije, jasnih ciljev postavljenih, vse je bilo bolj prepuščeno stihiji in en del, zagotovo tega problema je, bi rekel, nastal tudi iz tega razloga. Drugi del pa je bil zagotovo v premajhni komunikaciji z strani, se pravi, same uprave do, se pravi, lastnikov, do občin. Tukaj pa je prišlo delno do porušitve enega zaupanja in jaz le upam, da se bodo stvari za sanacijskem programu postavile tako, da bodo res postavljena prava, čista slika stanja in tudi vključitev, enakopravno vključitev vseh deležnikov, hkrati pa tudi vzpostavitev enega takega okvira, ki ne bo preprečeval in delal določenih zavor za hitro in učinkovito upravljanje tega sistema. Upajmo, da bo res tako. No, prej, ko smo govorili o seji, kako pa je s proračunom?
Ja, proračun imamo zdaj sprejet sklep o začasnem financiranju. Sicer to je v Litiji na vsake 4 leta. Razlog so lokalne volitve, ki pridejo jeseni, sploh letos, ki so prišle še nekoliko kasneje, se pravi v mesec november. Ampak kljub vsemu imamo že sprejet tudi načrt priprave, pripravljamo že proračun in predvidevamo, da bomo prvo branje imeli na seji 11. februarja, 11. marca pa seveda potem tudi sprejem drugega branja in seveda temu povezano tudi druge dokumente, ki jih mora vsebovati ta, rekel, glavni finančni načrt. Ja, prej ste pa tudi omenili prostorski načrt, občinski prostorski načrt. Zdaj v letu 2019 bo verjetno prišlo do nekih sprememb. Imeli ste že tudi, pravzaprav je že objavljen javni poziv za pobude. In kaj nasplošno načrtujete in kje? Ja, glejte, mi smo dejansko v lanskem letu, oziroma še v letošnjem letu, sprejeli manjšo spremembo prostorskega načrta občine, predvsem z področja zmanjševanja določenih, se pravi, korektivov, administrativnih okvirov na področju gospodarstva, se pravi, večanje možnosti porabe zelenih površin, parkirnih površin v industrijsko-obrtnih conah za namen porabe, se pravi dejansko izrabe površin. Dejstvo je namreč, da se nam obstoječe površine kar hitro zapolnjujejo, zato bomo zdaj morali posvetiti skrb širitvi v nadaljni fazi. Letos, se pravi to novo spremembo, ki jo pa zdaj načrtujemo, pa načrtujemo generalno spremembo prostorskega načrta, zato smo povabili za to tako imenovano tromesečno zbiranje vlog od, se pravi, vseh tako fizičnih kot tudi pravnih subjektov, da podajajo pobude za spremembo od 15. novembra do 15. februarja. Z tega naslova bomo v začetku leta imeli tudi zbore krajanov po krajevnih skupnostih. In tukaj želimo predvsem vzpostaviti okvir, da bodo te vloge, da ne bodo tako imenovane stihijske vloge, ampak da bodo vloge, ki bojo imele že, rekel, že v osnovi postavljene ene resne, opremljive okvire, s katerimi se lahko potem v nadaljni fazi računa na spremembe v nadaljnem postopku. Kar se pa tiče generalnih pogledov, se pravi, rekel, z strateškega vidika, pa zagotovo želimo predvsem usmeriti in umestiti v okvir novega prostorskega načrta obvoznico Litija. To je zagotovo en dolgoročen načrt, ki je eden izmed prednostnih ciljev, ki ga želimo postaviti v občini Litija, in pa drugo, spostaviti okvire za, se pravi, ureditev, se pravi, nadaljnega razvoja tako mesta, kot tudi krajevnih središč. Ja, prej ste omenili tudi turizem. Se bo mogoče še kaj ponudilo, še kaj novega, boste razširili ponudbo, sicer se pri vas marsikaj dogaja, pa verjetno imate v načrtu še kaj novega. Zagotovo, gledajte, jaz sam priznam, da na področju turizma smo še zelo na začetku. Čeprav so rezultati izjemno, rekel, pozitivni, saj po odprtju prvega dela rudnika Sitarjevec so nas vse skupaj presenetili, se pravi nad 5000 ogledov že do sedaj rudnika, pa je odprt komaj dobro leto. In to še, rekel, 100 metrov rudniških rovov. Nadaljevali bomo že v začetku prihodnjega leta z obnovo. Vendar tukaj želimo na nek način spostaviti en tako imenovani turistični trikotnik,
Geos, Litija z Sitarjevcem in pa Oglarska dežela, pa seveda zraven navezati še ostale možne, se pravi, destinacije tako imenega zelenega turizma, ki je zagotovo, bi rekel, prihodnost. Tukaj zagotovo, bi rekel, to zeleno podeželje z reko Savo je tista bistvena sestavina, ki naj bi gradila, se pravi, prihoden razvoj turistične ponudbe na našem območju, z seveda sodelovanjem z, se pravi, sosednjimi občinami, ker jaz vedno trdim, da meje so samo, bi rekel, formalne, sodelovanje mora biti pa zelo, bi rekel, odprto navzven. Ja, vaše mesto je znano tudi po konkurentovanju in kmalu bo to, februar se bliža, kaj ne? In zelo radi pridejo tja iz Zasavja in od drugod. Ja, želimo ta del, se pravi, pustnega karnevala nadaljevati, ki ima res bogato tradicijo, tam že od 1847. leta, tako je pisalo v Blajvesovih novicah, ga nadgraditi tudi, se pravi, še z dodatnimi, bi rekel, zanimivostmi. Zagotovo smo imeli že pri letošnjem karnevalu, se pravi, dogajanje glede rudnika. Za naprej si želimo še nekaj nadgraditi na področju tudi čebelarstva, ker imamo tukaj tudi bogato zgodovino. Nekaj tudi povezavi z rudnikom oziroma topilnico. Zdaj, mimogrede, bila je ena izmed prvih čebelarskih pravd, pozitivna leta 1921, kjer so takrat čebelari izbojevali zaprtje litijske topilnice, svinca, namreč oba dva hriba, Sitarjevec in Svibno, sta skoraj da bila gola, kjer se je drevje posušilo zaradi, se pravi, nasneževanja. Takrat je res topilnica dovažala, se pravi, svinci iz celega sveta in je dejansko bila proizvodnja enormna. Zato je prišlo, se pravi, do določenega upora in zanimivo, da so čebelari izbojevali res eno izmed prvih ekoloških pravd. Ja, to pa res zanimivo. Ja. Prej sva se malo dotaknila tudi hidroelektrarn na Savi. Kakšno je vaše mnenje? Ja, gledajte, jaz mislim, da je to lahko tudi dodana vrednost, če bo seveda država le, bi rekel, pripravljena prisluhniti do tega, da bomo lokalne skupnosti enakovredni, se pravi partner pri tem projektu, da bomo imeli tudi možnost tako manjega soglasja, se pravi, zelo podoben pristop, kot je to na spodnji Savi, in da bomo znali, bi rekel, tudi, se pravi, to specifiko, se pravi, zelenega turizma vključiti v ta projekt. Tako da zagotovo so tukaj priložnosti večplastne. Se mi pa zdi, da bo potrebno od določenih pogledov, ki so še vedno, se pravi, se hoče vsiliti v, se pravi, sam dogovor za občinami, le stopati na ravni države en korak nazaj in najdeti rešitve. Jaz mislim, da enostavno, če ne bo tukaj postavljenega sozvočja kot partnerski pristop, potem mislim, da bodo zagotovo težave pri umeščanju v prostor, se pravi, projekta izgradnje hidroelektrarne. Zagotovo mislim, da so prve 3 hidroelektrarne možne, bi rekel, tem tudi klasičnim pristopom. Za potem gorvodno od Renk naprej pa se mi zdi, da bo verjetno glede na določene omejitve bolj smiselno predvidevati alternativne rešitve izrabe vode na reki Savi, ki so, bi rekel, po svetu že zelo, bi rekel, prepoznavne. Vsekakor bo to odprlo nove možnosti za marsikoga. Kako pa je športom pri vas v Litiji? Vlagate dovolj v razvoj športa?
No, odgovor mora vedno biti, kar se tiče športa, da ne dovolj, ne, zagotovo. To smo že navajeni. Ker če kaj lahko promovira našo državo, pa tudi občine so športniki, kulturniki in tako naprej, zagotovo so tudi na našem območju, rekel, športniki, ki so, rekel, izjemni. Recimo v letošnjem letu smo spet dobili svetovnega prvaka v džiu-džitsiju, Antona Vrhovca, pa so potem naši futsalovci vedno v vrhu, se pravi slovenskem vrhu, in zagotovo je naša skrb, da poskušamo tudi na področju športa nameniti več sredstev in takšna je tudi naša usmeritev za naprej, tudi kulture, ker je kultura isti promotor razvoja, hkrati pa ne samo, rekel, promocije, ampak tudi ene kvalitete življenja, tako na šport kot kultura sta tista dejavnika, pa tudi ostali, ne, se pravi, tako na področju sociale, pa zaščite, reševanja, gasilci in tako naprej, mladi, starejši, dejansko ta, rekel, struktura, se pravi, društvene dejavnosti je tista, ki jo moramo zagotovo iskati rešitve, kako glede na to, da so še vedno, rekel, občine, rekel, omejenih finančnih virih, iskati rešitve, da se, rekel, ta okvir pomoči naj bi povečal iz leta v leto. Pa čim več vključiti tudi mlade, kaj ne? Absolutno, ne. Ja, seveda. No, zdaj za vami je že kar precejšnja kilometrina, kaj ne? Zdaj, če bi primerjali vaše delo na začetku, recimo, ali pa danes, seveda danes veste, veliko več izkušenj imate, ampak vseeno, je kakšna primerjava? Glejte, zagotovo, ne glede na to, da sem bil že tudi prej v politiki, tako v državnem zboru, kot nekaj v tudi vladni službi, vedno županska služba je zagotovo, rekel, izziv, hkrati pa si tudi takrat na začetku novinec. In tudi zdaj po, se pravi, 3 mandatih moram reči, da je sigurno še naletim na kakšne, rekel, nove zadeve, ki so mi spet, rekel, nov izziv, tako da, tako kot se reče, da se celo življenje človek uči, ne, je tudi na tem področju. Mislim, da se tudi na nek način razmere na nek način tudi spreminjajo in mislim, da smo tukaj vedno pred izzivi, kako na, se pravi, spremembe časa tudi pravilno odgovoriti oziroma iskati najbolj primerne rešitve. Seveda, in kateri je bil doslej vaš nekako največji izziv? Ja, zagotovo največji izziv je bil medgeneracijsko središče Šmelc. Moram reči, da sem ponosen na to, da je nam skupaj uspel najprej spostaviti to medgeneracijsko središče Šmelc, potem, da smo znali stopiti skupaj ob preizkušnji, ki smo imeli kar precejšno, in da so zdaj res, rekel, taki lepi, rekel, sadovi, ki se že žanjajo z tega področja. In mislim, da je to naša zgodba o uspehu. In si želim, da bi dejansko poskušali najti še kakšno tako zgodbo za naprej. Predvsem mislim, da je nam velik izziv področje turizma, da sem prepričan, da tukaj lahko zložimo še kakšno tako prijetno zgodbo naprej, ki bo na nek način predvsem zasledovala cilj bolj trajnostnega pristopa, se pravi, pri razvoju občine. No, zdaj smo v prednovoletnem času. Kaj se je že in kaj se še bo dogajalo pri vas v Litiji? No, pri nas v Litiji je vedno bil, rekel, ta, se pravi, december razdeljena 2 dela, predbožični in prednovoletni. Letos smo mu dodali še, se pravi, Miklavžev del, ker je Litija tudi Miklavževo mesto. Moram reči, da smo bili, takrat smo imeli tudi prižig lučk, tako da
Moram reči, da je udeležba, nas vse skupaj presenetila v starem mestnem jedru. No, potem je pa ta predbožični čas, se pravi, bogato sejemsko ponudbo. Letos smo imeli že drugič pohod z baklami iz muzeja do rudnika Sitarjevec, pa seveda ta koncert, tradicionalen Nikolajevcev v Litijski cerkvi, pa tradicionalni koncert pihalnega orkestra. No, zdaj pred novim letom pa seveda sledita dva pomembna taka, prednovoletna, eno v pričakovanju silvestrskega večera, potem pa sam Silvester, se pravi 29. imamo Mambo Kingse, ki v Litijo vedno radi pridejo. In seveda letos imamo za Silvestra ponovno tudi Gade, ki so na nek način tudi, imajo tudi litijske korenine, tako da tudi na te dva dogodka in na samo silvestrovanje res prisrčno vabljeni. Pa se vi tudi redno udeležujete teh dogodkov, kaj ne? Ja, če le možno, ne? Ja, zdaj na koncu bi vas prosila še za kratko voščilo, da namenite nekaj besed našim gledalcem. Ja, spoštovane gledalke in gledalci, jaz bi izkoristil to priložnost in se najprej zahvalil za, se pravi, sodelovanje, za pomoč pri delu za dobro občine Litija. V letu 2019 pa predvsem želim obilo zdravja, sreče in pa seveda sodelovanja pri nadaljnjem razvoju občine Litija. Srečno. Hvala, gospod župan. Hvala tudi vam in vse dobro. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, za pozornost in nasvidenje.